Dober dan! Midva sva med današnjim jutranjim sestankom demokratično sklenila, da prestavva običajen sredin komentar na na torek. Ja. In da današnje razmišljanje posvetiva 25 strani obsegajočemu zapisu Komisije za preprečevanje korupcije, ki pripoveduje o premoženjskem stanju slovenskih političnih voditeljev. Če vzamemo povprečje, premoženjsko stanje slovenskih političnih voditeljev pravzaprav ni nič posebnega, kajti za znaten del le-teh je komisija ugotovila, da premoženjsko stanje ustreza temu, kar so prijavili. Pri dveh pa ne. Pri Janši in pri Jankoviću. In številke so velike, ampak ker so številke na sosednjem mestu spletne strani, na kateri nastopava, dajva midva vprašati najprej, kaj to poročilo pomeni za politično kulturo v Sloveniji, pravno kulturo, splošno kulturo. Gre za predseden prelomni dogodek pri razumevanju, kdo so funkcionarji. Je prvo, ne, te vrste. Jaz mislim, da je dost manj dogodek to, ker poleg tega, da je predsednik komisije Klemenčič na tiskovni konferenci predstavil to poročilo, je dal še sodbo, da če to poročilo ne bo upoštevano in če ne bo zavezujoče, in če ne bo imelo učinkov, potem sama komisija nima nobenega smisla več. To se pravi, je na nek način s tem poročilom eksistenco komisije in pa sploh projekt poštenosti v navednicah rečeno postavil na kocko, ne? Kar mi je všeč. To mi je všeč. Ne? To je pravzaprav gambler človek. Dobra poteza je pač v tem, ne, ker v Sloveniji smo se pač 22 let pretvarjali, da imamo pravno državo, ne, da na preizkusu korupcije se pa pač izkazovalo, da je nimamo. Ne. No, tisti pomembnejši del tega poročila je preprosto v tem, oziroma šokantni del poročila je preprosto v tem, da so tako rekoč in flagranti ujeli dva predsednika dveh največjih strank. Ne. Če pa seštejeva, imate pa oba dva skupaj v parlamentu skoraj dovolj glasov za spremembo ustave. Ja, to je zelo. Tako je, mislim, da ne 5 glasov ima manjka. Ne 5 glasov ima manjka. Ampak o čem govori? Se pravi, to poročilo govori o tem, da imamo dva politična voditelja, katerih uradni prijavljeni prihodki so bistveno nižji od stroškov, ki jih imata s svojim življenjskim slogom, od tega, kaj si privoščita. Zaradi tega se postavlja vprašanje, fantje, od kod denar. Komisija je to vprašanje zastavila 3-krat, in sicer prvič ustno na pogovorih, ki so bili snemani, dokumentirani, magnetogramirani, uradno protokolirani. Nejasnosti naj bi sogovorniki pojasnili med pisnim pojasnjevanjem in potem še tretja vaja, še eno pisno pojasnjevanje. In vendarle, pri obeh ostaja ogromna diskrepanca med prihodki in odhodki. Tako da čakamo, če boste oba dva povedala kaj več kot na 140 znakih, kolikor se da povedati na enem SMS-u ali pa Twitterju. Zdaj smo samo neke tweete zasledili. Pomembno se mi zdi tudi to v samem poročilu, kdor si ga bo prebral, je pravzaprav tudi želja ali pa napotilo komisije k temu, da se slovenska zakonodaja preuredi na način, da bo do zadeve, ki so že v tej obliki alarmantne, bolj sledljive
na eni strani, na drugi strani, da bi nedvoumne in ugotovitve v pravilno in dokončno zaključenem postopku tudi zavezujoče pravno, ne? In ne samo politično, ampak tudi pravno zavezujoče v tem smislu, da je možno nekoga, ki je javni funkcionar, ker za to gre, ne? Gre za to, da je nekdo javni funkcionar in ga zavezuje pač zakon o preprečevanju korupcije, se pravi, da je tak človek potem tudi odstranljiv, se pravi, da ga je mogoče odpoklicati. Ne? Ja. Da bi ga odpoklicali oziroma da bi mu onemogočili opravljanje javne funkcije z samim pravilno in dokončno izpeljanim dokazom. Ne? Ja. Zdaj tako, še ne par detajlov je tlele, ki po mojem, da jih je za omeniti. Janković ima ene take lepe finančne transverzale postavljene. Grep, ki nakaže denar bazi Dante, ki nakaže denar družbi KLM, ki nakaže denar Zoranu Jankoviću kot posamezniku. Janša ima pa trikotnik, nima transverzale in sicer proda kmetijsko zemljišče v Trenti eni družbi, ta proda to isto kmetijsko zemljišče Imosu, Imos pa Janši proda stanovanje. Tisto, kar je zanimivo, je, da Janša posredniku proda kmetijsko zemljišče po ceni, ki približno 10-krat presega tržno vrednost oziroma ocenjeno vrednost in potem ta posrednik to proda naprej družbi Imos, s čimer po sklepu protikorupcijske komisije sedanji predsednik vlade tako pod črto ima približno 100 000 evrov premoženjske koristi. Druga stvar, ki pa bode v oči pri Janši, je pa gotovinsko poslovanje. To, da pride na blagajno avtohiše in v tej avtohiši kupi Volvota, sicer približno 15 000 evrov plača prek običajnih poti, ki jih uporabljamo vsi, ki uporabljamo bančno poslovanje, medtem ko ostalo pa v gotovini. Pod črto pa potem protikorupcijski komisiji prijavi, da ta avto, ki med brati stane 46 000 evrov, v resnici stane zgolj 14 000 evrov, kar pomeni, da protikorupcijski komisiji zamolči dejansko vrednost vozila, ki ga uporablja. Odrečeno, pojasnila, ki smo jih do zdaj videli prek Twitterja, so podcenjujoča. In sicer predpostavka teh tweetov je, da se da na 120-140 črkah povedati tisto, kar je tle treba, kar na 25 gostotipkanih straneh ugotavlja to poročilo. A veš kaj, nekaj, mislim, se mi zdi takole pomembno povedati, izločati. Večina zgodb, ki je tu popisana in seveda tudi analizirana, predstavljena v številkah in razmerjih, je že poznana. To je res, ja. To se pravi, čeprav so detajli, ki jih nismo poznali, ampak pomembni del te zgodbe pa je, da so zdaj te zgodbe institucionalno in to iz strani neke državne institucije, javne in državne institucije, postavljene v kontekst in ovrednotene. Ovrednotene pač iz stališča vladavine prava, iz stališča, etičnega stališča. In integritete ljudi, ki upravljajo javne funkcije. In tu je bila storjena zdaj neka sodba, ki je sicer zaenkrat pač moralna sodba, ni sodba sodišča ali kakorkoli že zavezujoča, ampak vendarle je to storila institucija te države, ki je postavila standarde nadzora in ovrgla oziroma nekako poskuša ovreči splošno prepričanje, da je ločenost veje oblasti pač pri nas samo navidezna, čeprav ta institucija ne spada v klasično pač model ločenosti veje oblasti. Montesquieu je en drevo narisal, ki je bil malo tak. Ja, ampak malo mejhen. Vendarle, tu so ljudje, tu so ti fantje in punce iz te komisije za preprečevanje korupcije postavili nek standard,
ki dokazuje, da vse to, kar so do zdaj govorili, vendarle rezultira v nekem precej zavezujočem in v precej markantnem dejanju. Ne. In jaz mislim, da bodo to ljudje dobro sprejeli, ne glede na vsebino in tudi, kaj ne rečem, ne, kdor prebere to poročilo, vidi, da noter je pojasnjena metodologija, da izkazuje neko objektivnost, izkazuje neko veliko skrbnost za dost široko, dolgo časovno obdobje, da niso možne špekulacije ali pa in seveda tudi upošteva kontekste, v katerih bi se lahko zadeve interpretirale drugače, kot se interpretirajo. Tako da, ko preberete to poročilo, nekako vidite, da je pisce vodila želja po resnici, se pravi resnicoljubnost plus velika natančnost. Jaz mislim, da to, kar je zdaj predstavljeno, nihče ne bo mogel spodbiti. Ja. Jaz mislim tako, ne, da tisto, kar poročilo prenaša v slovenski prostor, je, da poslej neko sprenevedanje ne bo več možno. Ne. Da povem z metaforo. Ne. Recimo, jaz malo slabo vidim, ne. Pa se sprenevedam, da se v resnici nekako gre. Ne. Pa pridem k okulistu, ne, pa me postavi pred steno, pa mi reče, a ti tole prebral, lepo prosim. Pa jaz rečem, kje pa kaj piše. Ja. Reče, je tle, ne, pa ja, ne vidim, ne moram prebrati. Ne. Pravi, imamo neko točko, ko uradno dobimo napotnico, da bej si kupiti očala. Nehaj se sprenevedati, da še vidiš, čeprav si v resnici popolnoma čoral. Ja. Jaz bom naslednjič prišel z naočniki, ker imam potrdilo, da slabo vidim. Skratka, tukaj je logika obratna. Tukaj so zdaj javne osebnosti so dobile potrdilo, da so videne. Ja, pa veš. To se pravi, komisija je dokazala, da je dala naočnike in da ni mogoče več ne videti. Ja, pa nimajo več potrdila o absolutni poštenosti. Ne? Zakaj? Ne? Tukaj je pa pod črto, ne? Kjer piše C sklepno. Ne? Ja. Je pa en tak zanimiv stavek. Ne? V ustavni in pravni državi lahko visok javni funkcionar razpolaga zgolj s premoženjem znanega izvora. Ne? Ja. Ni problem, če je bogat. Ne? Ni problem, če je veliko troši. Vendar, ne? Ja. Za vsak kafe, ki ga plača, hočemo vedeti, kako ga je zaslužil. Od kje ga je pridobil, a ga je podedval, a je iz delnic, a je s tako ali drugačno transakcijo. Vendar, za vsak kafe hočemo vedeti, od kje ga je plačal. Zakaj? Od trenutka, ko je nastopil javno funkcijo. Zaradi tega, ker je v naši službi. Ne? Tako, ja. Ni v službi neke višje inštance, ki se ne da določiti. Je v naši službi. In za ljudi, ki smo jih vzeli v službo, hočemo vedeti, s česa si kupujejo kafe, ali pa stanovanje, ali pa Volvote. Boš kaj dodal? K temu nimam kaj dodati. Dobro. Do naslednjega javljanja bo minilo 8 dni, kajti ponovno bova pred vami v sredo.